Vsake toliko časa slišim zgodbo in rečem, ne, ni šans, ni šans. 26-letna terapevtka je bila aretirana, ker naj bi posilila svojega 14-letnega klienta, namesto da bi mu nudila ustrezno svetovanje. To je dekle, o katerem govorimo. To je terapevtka, ki se je namesto, da bi dejansko poskušala poskrbeti za 14-letnika, ki je bil zaupan v pomoč, odločila, da ga bo uporabila kot spolno igračo. In fantje, imam resen problem s to zgodbo. 26-letna kalifornijska strokovnjakinja za vedenjsko zdravje se sooča z več obtožbami za huda kazniva dejanja, potem ko tožilci trdijo, da je prekoračila vse strokovne meje svojim najstniškim klientom, ki je bil dodeljen v pomoč. Preiskovalci pravijo, da naj bi se domnevno ravnanje začelo, ko je bil fant star 14 let in je živel v mladinskem prevzgojnem domu, kjer je ona delala. Nato pa se je nadaljevalo po njegovi izpustitvi v začetku letošnjega leta. Pravijo, da so jo aretirali potem, ko je nadzornik prijavil svoje skrbi, kar je privedlo do policijske preiskave. Te zgodbe me spravljajo v slabost. Slabost, slabost, slabost. Odločitve o tem, kje je bil psihično, in zaupali smo ji. Zaupanje, pravi ta mati, je bilo izigrano. Njen sin je bil v priporu v mladinskem centru John A. Davis v Martinez, ko mu je okrožje Contra Costa dodelilo začasno zdravstveno delavko za svetovanje. On je imel komaj 24 let, ona je bila stara 24 let. Ta ženska je izkoristila najbolj ranljive trenutke mojega otroka, da ga je zmanipulirala in ga prepričala, da je njegova punca. Odvetniki pravijo, da naj bi domnevno zlorabljanje potekalo približno 2 leti. Ko je bil najstnik izpuščen letos aprila, je imel 17 let in je bil še vedno pod nadzorom pogojnega odpusta. Zdaj družino zastopa priznani odvetnik za državljanske pravice John Burris. V zahtevku, ki ga je njegova odvetniška pisarna vložila v ponedeljek, piše, da je svetovalka še naprej videvala najstnika pod pretvezo terapije, nato pa je začela imeti z njim spolne stike. Obtožuje tudi delavce okrožja in države, da niso prepoznali ali prijavili ponavljajočih se opozorilnih znacov. Odgovornost za vsakega nadzornika, ki mora v tem sistemu po zakonu prijaviti zlorabe, pa je več let spregledoval različne oblike opozorilnih znakov. Policija v Concordu pravi, da so probacijski uradniki obvestili preiskovalce. Policisti so nekdanjo uslužbenko aretirali v začetku tega meseca, potem ko so našli dokaze, ki podpirajo obtožbe o spolnem razmerju z najstnikom. Obtožnica še ni bila vložena, njene identitete ne razkrivamo. Tudi Eyewitness News ne razkriva imen staršev najstnika, da bi zaščitili njegovo identiteto. Usposabljanje za osebe, ki so zakonsko zavezane k prijavi, ni zadostno. Mislim, stara je 26 let, kar pomeni, da je s tem začela, ko je bila stara 23 let. Zakaj bi poslali 23-letno terapevtko, ki komaj pozna svoje ime, da se ukvarja z 14-letnim fantom v mladinskem priporu? Mislim, meni se to samo po sebi zdi psihotično. Ampak kar je resnično narobe pri tem, je, da smo tako navajeni, da so posiljevalci moški. In včasih slišiš te zgodbe in si misliš, da je nekaj tako globoko izprijenega. Ta fant bo zavedno traumatiziran. Star je 24 let, je v mladinskem priporu. Unikili si je življenje pri 14 letih in ta privlačna terapevtka želi spati z njim. In on si misli, zadev sem glavni dobitek, sem največji srečnež na svetu. Ampak v resnici je zlorabljen in traja leta, da to ugotovi. In zdaj je njegovo življenje povsem uničeno. Njegova sposobnost za normalne odnose, njegova sposobnost, da ženske dojema na zdrav način, vse to je izginilo, ker se neka ženska ni mogla zbrati in poiskati nekoga primernejše starosti in tudi poklicno primernejšega. Mislim, kaj za vraga? Da zaščitimo otroke. Nacionalna neprofitna organizacija Darkness to Light pravi, da institucije potrebujejo specializirano usposabljanje, osredotočeno na preprečevanje spolnih zlorab, še preden se zgodijo. Mislim, da ne potrebujete preventivnih ukrepov. Mislim, da bi morali biti ljudje sposobni, da ne zlorabljajo 14-letnih fantov v mladinskem zaporu. Ker gre za to, da veliko teh storilcev izbere poklice, kjer niso samo v stiku z otroki, ampak z ranljivimi otroki. Zagovorniki pravijo, da otroci pogosto ne prepoznajo navezovanja stikov z namenom zlorabe ali pa se bojijo, da jim nihče ne bo verjel, zaradi česar starši dvomijo o opozorilnih znakih. Zanima me, ali imate sporočilo za druge starše, ki jih skrbi, da bi se kaj takega lahko dogajalo? Zaupajte svojemu občutku. Nekaj mi je govorilo, da nekaj ni v redu. Ampak sem to zavrnil, ker nisem mogel verjeti, da bi profesionalka na svojem položaju lahko naredila to, kar je naredila. Ja, odvetniki zdaj iščejo druge morebitne domnevne žrtve. Torej je ta zahtevek potreben prvi korak, preden lahko družina vloži tožbo proti okrožju. Okrožje pravi, da trenutno ne more podati dodatnih komentarjev.
Kakšna grozljiva, odvratna, srce parajoča zgodba, na toliko načinov popolnoma nesprejemljivo. Mislim, to je 26-letna, popolnoma izobražena kliničarka, ki se zdaj sooča s hudimi kazenskimi obtožbami, potem ko naj bi manipulirala z najstniškim fantom. Tožilci iz območja zaliva so nekdanjo vedenjsko kliničarko, Sofijo Droc, to je njeno ime, obtožili šokantnih kaznivih dejanj, vključno z nezakonitim spolnim odnosom v povezavi s tem primerom. To je naravnost noro. Je lepa, je mlada, je karizmatična. Verjetno bi lahko imela kateregakoli moškega, če bi jo to res zanimalo. Ampak ne, ne. Spravi se na fanta, s katerim dela. 26-letna Sofija Droc je delala kot terapevtka v San Franciscu in bila zaposlena v centru za mladoletnike, kjer je začela manipulirati s 14-letnim fantom. In že v 3 mesecih po njegovi izpustitvi iz mladinskega centra ga je večkrat spolno napadla. Sofija je postala njegova terapevtka leta 2024. Takrat je fant prestajal 2-letno kazen v pripornem centru za mladoletnike Contra Costa v Martinez, Kalifornija. Letos pa je bil po prestani kazni izpuščen. Toda med enim aprilom in 14. julijem ga je Sofija izkoristila. Ne pozabite, da je še vedno mladoleten. Še ena velika težava, ki jo pogosto opažamo v teh primerih ženskih plenilk, je ta, da je bila v položaju moči. Bila je v položaju, kjer ga je lahko manipulirala. Bila njegovo edino varno zatočišče. Ga izkoriščala. Oblasti so prejele namig od nadzornika v probacijskem centru glede Sofije, zato so jo 14. julija 2026 aretirali. In družina dečka je zdaj dejansko vložila civilno tožbo proti okrožju. Odvetnik družine trdi, da okrožje ni uvedlo dovolj varnostnih ukrepov, še posebej glede mladih zaposlenih, ki delajo v probacijskih službah, tako kot Sofija. In ne moremo trditi, da Sofija ni vedela, kaj počne. Ta punca je zapustila fakulteto. Verjamem, da je obiskovala univerzo v Wisconsinu, kjer je diplomirala iz psihologije in pridobila certifikate iz kazenskega pravosodja. Sofija je bila izpuščena na varščino, vendar pa se sooča z obtožbami zaradi spolnega prodiranja s tujkom, pošiljanja škodljivih vsebin mladoletniku, oralne kopulacije z osebo mlajšo od 18 let in posedovanja gradiva spolne zlorabe otrok. 26. Tako, prijatelji, svet je temačen kraj. Tudi če si lepa in rdeča, je svet temačen kraj. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve. Oprostite, svet ni temačen kraj. Je dober kraj, vendar so v njem temačni ljudje. Prav, zdaj pa res. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.